kraljestvo in svetu in smo po poslužju lahko vsi višji, deležni tvojega dušenja. Pravo zahvalno njihovo duhovnost. Spoštovani gospod Klemen Svetem in gospod Janez Zanudec. Veseli smo, da ste sprejela službo župnika oziroma kaplana v našem družbi. V imenu gospodarskega in župnijskega pastoralnega sveta in seveda v imenu vsega župnijskega občestva vaju lepo pozdravljam in vam želim, da bi se v našem župniku počutila sprejeta in da bo vajno delo blagoslovljeno. Ob tem vam obljubljamo našo molitev in pomoč. V znak dobrodošlice pa vam po stari slovenski navadi podarjamo doma počen kruh. Gospoda Francija Šuštarja, ki bo slovesno umestil našega novega župnika. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ljubezen Boga Očeta in Očeta Svetega Duha z vami vsemi. Spoštovani brati in sestre, na današnjo nedeljo smo se zbrali sveti maši in tudi pomembnemu dogodku za vašo župnijo Marijo Nebovzete Predožana. Danes bomo v imenu našega apostolskega administratorja, škofa monsinjorja dr. Andreja Gavana, vmesto vašega župnika, magistra Klemena Svetelja, v to njegovo novo službo. V imenu škofa pozdravljam tudi vse starane župne Domžale, seveda pa prav posebno prisrčno pozdravljam gospoda Klemena Svetelja in novega dekana gospoda Janeza Zanudca. Prav lep pozdrav tudi namenjamo duhovnemu pomočniku gospodu Boštinu Klaščarju. Ob tem se s hvaležnostjo spomnimo tudi prejšnjega župnika, gospoda Janeza Šimenca, ki je bil vaši župnik 10 let. Zahvaljujemo se mu za njegovo pastoralno in duhovniško delo ter za službo dekana v dekaniji. Skupaj z njim ste v župni živeli vključila skupnost kristijanov, odprti tako za delo in sodelovanje na duhovnem, pastoralnem, kot tudi na materialnem. Ob začetku te svete maše in današnje umestitve se spomnimo na kratko življenjske poti vašega novega župnika in se za vse Bogu v tej sveti maši zahvalimo. Gospod Klemen Svetelj je bil rojen 14. novembra 1976 v Kranju. Njegova domača župnija je Šenčur. Potem, ko je vstopil v bogoslovno semenišče, je bil leta 2002 posvečen v duhovnika. Najprej je bil 3 leta kaplan v župniji Ljubljana Šentvid, potem pa je za 3 leta odšel na študij v Rim. 5 let je bil škofijski asistent za študente, zadnje leto pa je vodil škofijski in medškofijski odbor za mladino. Skupaj z njim je prišel tudi novi kaplan, gospod Janez Evangelist. Gospod Janez je bil rojen 31. marca 1980. Njegova domača župnija je Trbovlje Sveti Martin. Še predno je vstopil v bogoslovno semenišče, je postal član skupnosti Emanuel. Bogoslovje je študiral v Ljubljani in v Bruslju, ter postal duhovnik leta 2011. Zadnje 2 leti, oziroma svoje 2 leti duhovniškega življenja, je bil kaplan v župniji Ljubljana Trnovo. Sedaj sta med vami
Potem, ko sta dobila odlog našega nadškofa, s katerim bil postavlja zavedna, dušna pastirja v vaši župniji. Ta dva odloka bo sedaj pripravljena. Spoštovani gospod Klemen Svetel, dragi sobrati, s tem odlokom vas razrešujem služb škofijske asistente za študente v Ljubljanski nadškofiji in glede na predlog dr. Romana Glavotarja, direktorja Zavoda svetega Stanislava z dne 4. junija 13, kaplana v študentskem domu Janeza Knedovca v Zavodu svetega Stanislava ter imenujem za župnika župnije Domžale. Vaše pravice in dolžnosti so naštete v kanonih 528 do 537 zakonika cerkvenega prava. Vsako nedeljo zapovedan praznik boste opravili sveto mašo za župnjane. Skrbeli boste za verski pouk otrok, mladine in odraslih, delili sakramente, duhovno skrbovali bolnike in vodili Božje ljudstvo, tudi s pomočjo župnijskega pastoralnega sveta in drugih daljših sodelavcev. V povezavi z župnjani in njihovimi zastopniki si prizadevajte za duhovno oblikovanje župnije in vestno upravljajte cerkveno premoženje, ki vam ga bo izločil sobrat dekan. Vaša posebna skrb naj bodo duhovni poklici. Službo nastopite v četrtek 1. avgusta letos. Dan nastopa službe po župninskem uradu sporočite ordinarjanu. Na župnijo vas bo z mojim oblastilom umestil arhidiakon Franc Šuštar. Podpisano veroizpoved in prisego po priloženem obrazcu ter izvod izročitveno prevzemnega zapisnika pošljite ordinarjanu. Iskreno se vam zahvaljujem za pomembno delo, ki ste ga opravili na področju študentske in mladinske pastorale. Tudi kot vršilec dolžnosti voditelja škofijskega odbora za mladino, za kar ste bili imenovani z odlokom z dne 23. oktobra 2012. Naj vas tudi pri nadaljnjem delu spremljata opriden Božji blagoslov in marinovarstvo. Prisrčno vas pozdravljam, monsignor dr. Monstres, ljubljanski nadškof. In še odlog za kaplana, spoštovani gospod Janez Evangelistus, kaplan. Dragi sobrati, s tem odlokom vas razrešujem službe kaplana v župniji Ljubljana Trnovo in imenujem za kaplana v župniji Domžale. Vaše pravice in dolžnosti so naštete v Kanovi 554 do 552 zakonika cerkvenega prava in v členih 193 do 202 zakonika Ljubljanske škofije, koliko so v skladu z zakonikom cerkvenega prava. Po dogovoru s sobratnim župnikom naj bo poleg teh popravil vaša posebna skrb mladinska pastorala. Službo nastopite v četrtek 1. avgusta letos. Dan nastopa službe po župninskem uradu sporočite ordinarjanu. Iskreno se vam zahvaljujem za duhovniško delo, ki ste ga opravili v župniji Ljubljana Trnovo. Kot član skupnosti Emanuel v njej vršite svoje pastirsko poslanstvo, a imate obenem enake pravice in dolžnosti kot ostali člani skupnosti. Udeležujete se skupnostnega življenja in del svojega časa namenjata apostolskim dejavnostim skupnosti, kot je opredeljeno v statutih skupnosti Emanuel od stavek 28. Naj vas pri vsem nadaljnjem delu spremljata opriden Božji blagoslov in marinovarstvo. Prisrčno vas pozdravljam, monsignor dr. Monstres, ljubljanski nadškof. Zdaj pa se vsi brati in sestre obrnimo k svetemu duhu in ga prosimo, naj da novemu gospodu župniku in novemu gospodu kaplanu pomočenje moč in pogum pri odgovorni službi, ki jo nastopata. To bomo najlepše storili, če zapojemo pesem in smutno pesmijo prosimo.
stoletja v poseku Domžalah v posest. Izročam ti skrb za zveličane ljudi v tej župniji. Skupno vsemi navzočimi te želim Božje milosti in blagoslava. Bog naj ti podeli vse potrebne darove svetega duha, zdravja in moči, da boš mogel z veselim srcem služiti temu času. Zaupanje v Boga, vsemogočnega Očeta in v Jezusa Kristusa, pastirja vseh ljudi, prevzimam pomoči svetega duha, službo in skrb za zveličanje vseh ljudi v tej župniji. Zahvaljujem se Gospodu škofu za zaupanje, vse župljane pa lepo pozdravljam in prosim, naj mi bodo pomočniki pri moji odgovorni službi z molitvijo in sodelovanjem. Dragi župnik Klemen, pospremil te bom na sedež, s katerega boš odslej predsedoval v Kristusovem imenu, bogoslužju in vodil molitev Božjega duha. In pomembna trelja, ko še posebej odpiramo srce za Božje besede, poslušamo hkrati pa različno tudi o življenju župnijske skupnosti, o vlogi duhovnika v Božjem ljudstvu, medsebojno dopolnjevanje duhovnika in župnijskega občestva. Pa se zapostavimo najprej v tej Božji besedi, ki smo slišali. Kako smo lahko srečni in veseli, da imamo to priložnost, da slišimo Gospodovo besedo, ki nas poučuje, ki nam pove, kaj je dobro, kaj je prav, kaj se pravzaprav splača in to je vredno za vso večnost, da ne bi slučajno kdo od nas slišal, da je Gospodo ne umeš to, kar se dela, kakšna prednost ima. Zakaj si se sploh pozivil? Kaj se hoče v življenju? V Evangeliju več slišimo takšno besedo, ko Gospod predstavi Božjo prosto, ki je včasih tako drugačna od človeške, ampak tisto je pravzaprav pomembno. Gorje, da tega ne bi slišali. Gorje, da tega ne bi vedeli, kako pa bi izpolnili svoje življenje in poslanstvo, za katerega smo ustvarili, in v tem nas je poklical Gospod. In Jezus je prišel, da bi vsi ljudje začutili očetovo ljubezen, da bi se vsak lahko zveličal, da ima vsak priložnost sprejeti tako vprašanje. Vendar zato je potrebno tudi pozdravljalec, da nekdo to sporoči, da nekdo to pove, da nekdo v Jezusovem imenu stopi med ljudi in prinaša najsvetejšega leta. In zato, da bi se lahko dvigali od tistih človeških stvari, zagredanosti v te stvari, ki so prenašli v drugem beregu, ko pravi, zato zatvigaj v sebi, to, kar teži v zemlji, čistotanje, odhotnost, strastnost, hudobo, poželenje, vse druge stvari, ki prinaša nesreča, da bi znali stvari prav vrednotiti, da bi videli, kaj je resnično vredno in kaj ne. In prav zato Gospod pošilja duhovnik. Da bi mogli nadaljevati Jezusovo poslanstvo, da bi bil duhovnikov Gospod med vami. Da bi zares Gospod preživel s svojimi ljudmi, s svojimi brati in sestrami. Danes je tudi god zavetnika vseh župnikov, duhovnikov, svetega Janeza, Vijaneja, našega župnika. Se mi zdi prav posebna lepa priložnost, da na ta dan umeščamo našega novega župnika in sprejmemo Gospoda Kaplana. Na ta praznik župnikov dušnih pastirjev. In zato se Gospodu zahvaljujemo, da imamo še vedno dovolj duhovnikov, ki prinašajo ljudstvo ostanilo. In če pomislimo o današnji Božji besedi, tudi prva kriva, pravi nečimanost čez nečimanost, vse je nečimanost. Vidimo, kako zelo potrebujemo Božje sporočilo. Kako zelo smo potrebni evangeljske besede. Saj tako lahko hitro človek pade v zgušnjave potreba,
ali nepravilnega načina življenja. Zato potrebujemo Gospoda, njegovo milost in njegove poslance. In ob tem pomislimo tudi na vse, kar nam Gospod daje, prav preko duhovnikov, da bi bili vsi ena skupnost kristijanov, ki želi izpolniti Božjo voljo. Seveda veliko pričakujemo od vsakega duhovnika, vendar v tistem privredzem preberemo besedo, da Bog jemlje duhovnika izmed ljudi in ga postavlja zgodi v tem, kar se nanaša na Boga. Ja, duhovniki smo vzeti izmed ljudi, navadni ljudi, poklicani v to gospodo poslanstvo. Nismo neki posebni, s posebnimi talenti, s posebnimi dalovi, ampak ljudje z enakimi slabostmi in z enakimi možnostmi kot drugi. Vendar nas Gospod posebej pošilja, da bi opravljali njegovo poslanstvo v njegovem imenu, ne v svojem imenu. In to smo poslani za vse ljudi. Zato bo vsak Gospod župnik in kaplan molila za vse prebivalce vaše župnije. Tudi za nemir, tudi za tisti, ki so daleč od cerkve ali ki celo nasprotujejo. Prav za vse. Vse bosta predstavljala in vsi bodo deležni njihovih molitev, preverja, blagoslovo, njihove ljubezni do svojega naroda. In vsem tistim, kar se nanaša na Boga. Ja, veliko je stvari v našem vsakdanjem življenju, ki so pomembne, vendar one dva sta posebej postavljena za to, da bi skupaj pokrivali štiri stvari, ki se nanašajo na Boga. Ja, kaj pa župnija? Župnija je skupnost vero. Mogoče veliko krat primerjamo župnijsko občinstvo s skupnostjo prvih kristijanov. Kako so živeli v slogi, so imeli skupno in vsi so imeli radi, da so se med seboj izkazovali ljubezen in edinost. Bili so privlačni še za vse druge ljudi in to naj bo tudi vaša skrb. Da bi vsak od vas, župljanov, župnikov Žale, živel tako svoje krščanstvo, svojo vero, da bi ga ta privlačna. Da bi vsak tudi po tem takšno in podobno kot jaz. Zdaj, kako lahko stvari prelagam na Gospoda, kot Boga na človek pričakuje pomoči. In tako ste Bogom ne samo posamezniki, ampak ste skupnost. Posebej se ta skupnost pokaže in poudari pri nedeljski sveti maši. Tudi to sveto mašo dojemo za žive in vojne župljane parane. Pomembno je ta skupnost in pomembno je to, da pridemo skupaj v nedeljski sveti maši. Mogoče bo to mislil, se jaz pa lahko živim sam svoje krščanstvo. Lahko živim sam svojim Bogom. Se bom že z njim pogovoril, mogoče doma, mogoče v naravi, vojstvo ali kako drugače. Ampak gledajte, to je lahko velika iluzija. Sveti Janez od Križa pravi, če bi na neki grmadi videli eno zelo goreče poleno, en kostek sadki zelo goreč, pa bi ga vzeli z grmade noč, ga postavili recimo 5 metrov noč od grmade. Kaj pravi, kaj bi se zgodilo s tistim zelo gorečim polenom? Počasno bi ugasnil. Čeprav je bil v začetku zelo goreč, ampak ker ni v skupnosti, bi ugasnil. Tako je s kristijanom, ki se oddaljuje od skupnosti župnije, ki ne prihaja več k nedeljski maši, nekaj časa začne ima za kristijana, potem začne vse stvari moče zelo komplicirati in se oddaljuje, prenehno moliti in nazadnje ugasne tudi vsa njegova vera in odnos Boga. Zato vas posebej vabim, da gradite skupnost svoje župnije, posebej ob nedeljski sveti maši, ko se vsa župnija čutite kot velika družina Božjega prijatelja. Potem pa pogledamo še na pomen in vlogo duhovnikove službe, duhovnikovega poslanstva.
Vsak duhovnik je najprej poznal, da je oznanjevalec, da je učitelj Božjega ljudstva. Kot je Jezus rekel apostolom, pojdite po vsem svetu in sporočite vsem ljudem Božjega kraljestva, naredite za moje učence. Tako je duhovnik poslan, da poučuje in oznanja. In to preko pridiganja, preko poučevanja veruka, preko razlaganja Božjih skrivnosti v vseh mogočih skupinah, ki so ljudmi, spremljanju otrok in mladih, zaročencev. Razlaga Božjo besedo o vseh mogočih priložnostih, ko so blagoslovi, o velikonočnih praznikih ali pri blagoslovu doma, družine, vseh mogočih priložnostih, da vstopa z Božjo besedo med vas. Na ta način poučuje in izvršuje Jezusovo naročilo. Pojdite in oznanite. In to je tako pomembno, ker tudi Pavel pravi, kako pa naj ljudje verujejo, če ne poznajo stvari, kako pa naj poznajo, če jim noben ne pove, kako pa naj jim pove, če pa noben ne postane. Pravi, kako lepe so noge oznanevalca, tistega, ki prinaša evangelsko sporočilo. Brat in sestre, budite zelo hvaležni, da imate med seboj duhovnika, ki oznanja Božjo besedo. In verjamem, da Klena in Jana zelo potrudila, da bi v obednici prejemali ta zaklad. Potem je duhovnikova vloga tudi vloga posvečevanja, da preko posvečevanja na sakramentu posvečujete to ljudstvo, vas vsake posebej. V središču tega posvečevanja je Euharistija, sveta maša. Ko se posvečujemo prav z Jezusovo daritvijo, ki se vedno vsake sveti maši tukaj na nekaj način obnavlja in smo deležni vseh tih Božjih milosti. Poleg tega pa še vsebovit sakrament, krst, sveto kraljivo, spoved, birno, pripravo na vino, prejemanja zakramenta publičnega nazivljenja, potrditev vas v ljubezni svetega zakona. Vse to je posvečevanje in brez duhovnika ne bi bilo Euharistije, ne bi bilo naše, ne bi bilo podeljevanja sakramentov. Kako bi bili osiromašeni, če tega ne bi prijeli? Kajti duhovnik je tisti, ki deli Božje milosti, ne iz svoje moči nikakor, ampak iz moči Boga. V imenu Boga moli nad kruhom in vinom, v imenu Boga dal svoj intenzivo prijeco nad našimi grehi. In reče, tvoje grehe so odpuščene, tvoj greh v miru. Si lahko zamislite, to moč jo daje Bog človeku. Aršni čutnik je rekel, če bi ljudje razumeli, kakšno moč in kakšno dostojanstvo na dobi bi umrl od presenečenja. Sam sebe je videl v svojem duhovničnem bloku, pa če bi vsega razumel, kar mu je Bog dal v duhovniku, bi umrl od presenečenja. Preveliko je za enega človeka, da bi to nosil. Pa kljub temu duhovniku to v bližnosti sprejemamo in verjamemo, da nas potem podpira Gospod. In potem je tudi duhovnikova vloga v tem, da je pastir, da je voditelj Božjega ljudstva. In zato vidite, kako zelo potrebujemo tudi nekoga, ki povezuje, ki vodi, ki reče, kaj bomo zdaj počeli, kaj bomo zdaj delali, kdaj se bo začel veruh, kdaj bomo svete maše, da ima besedo voditelja, ki povezuje skupnost in potem urejeno voditi skupnost. Vabim vas, bratje in sestre, da Gospodu župniku in pomagate pri tej njunem poslanstvu. Njunem poslanstvu oznanjevanja, posvečevanja in vodenja Božjega ljudstva. To naredite s tem, ko sodelujete pri duhovnem življenju svoje župnije. Tukaj na pastoralnem področju in vas vabim, da se tudi sami pozvodite. Vem, da je tukaj župnija države zelo razgibana. Imate veliko sodelavcev in je zelo živo občinstvo. Nadaljujte s tem še naprej. In mogoče še naprej odkrivajte nove talente in karizme, ki so prisotne v vaši župniji. In naj tukaj skupaj župnikom in kaplanom
to zelo cveti. Sodelovanje v službi, da imate meštare, ključarje, strepevci, stranke, potem sodelavci v župijskem pastovalnem svetu, v gospodarskem svetu, še mnoge druge stvari. Ste sodelavci tudi na materialnem področju. V preteklih letih ste tako lepo obnovili cerkev, obnavljali ste župnišče, mogoče bo še kakšne stvari treba posoditi, vabim vas k sodelovanju in soodgovornosti. Pomembna stvar je tudi, da podprete gospoda Župnika in Kaplana s svojimi molitvami. Kot je bilo že v uvodu rečeno, zagotovljeno, da boste poskrbeli, da boste lepo sprejeti, da se boste lepo počutili v vaši župni, da ste jaz prosim. Poskrbite, da boste obdaljena z vašimi molitvami, z vašo dobro voljo in prijateljstvom. Ja, duhovniki prihajamo na različne mesta, na smo stani, tudi kot čisto navadni ljudje, tudi nismo občutljivi, tudi nismo radljivi. In zato vas prosim, da pomagate. Tako v konec smislu zanimljate, obenem, da imate tudi skrb za njeno materialno življenje. Vsi sami dobro veste, da duhovniki imamo kakšne plače, ampak smo odvisni od vaših darov. Najprej darov tega, kar date za svete maše, potem pa tudi drugih darov, če daj župniku ali kaplanu, date kakšen dar v Bogu, rečete, te pa za vas, gospod župnik, za vas kaplan. To so naše prihodki. Vse druge stvari, kar dajete, recimo vkusco ali kakšne nabirke, to je zaitek za vas, za vašo župnijo, za to cerkev ali župnišče ali dejavnost v župniji. To ni ne župnikovo, ni ne stanovo. Pomislite tudi na to in se hkrati zahvaljujem, ko se vaše narave, ko ste jih že dali in prispevali za svoje župnike. Ne bo ta župnija še naprej lepa, božja družina, kjer se bo čutilo, da je svoj prisotno. Zato naj bi se blagostavlja in spremlja gospodu blagoslov in njegovo moč. Amen. Vero, ki jo sam sprejema in trdno veruje, bo čutil tudi vas. V prihodi in svoje sedaj poslušajmo njegovo izpoved vere. Jaz, Klemen Svedel, župnik župnije Lepo Vzitev Domžala, verujem. Strpno vero in priznavam vse in posamič, kar obsega veroizpoved. Namreč, verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu se ustvarjal. Je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je v telesu po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil grob položen. In 3 dni je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroku. In v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Strpno vero verujem vse tisto, kar vsebuje napisana in izročena Božja beseda in kar cerkev, bodisi slovesno odločitvijo, bodisi z rednim in vesoljnim učiteljstvom, predlaga za verovanje kot od Boga razodehal. Zato trdno sprejemam in se bom držal prav vsega, kar glede verskega in ravnega nauka cerkev dokončno določi. Poleg tega s versko poslušnostjo volje in razuma sprejemam nauke, ki jih izreče bodisi rimski papež
večna učitelja, če tudi nimata namena teh naukov dokončno razglasiti. V Domžalah dne 4. avgusta 2013. Sedaj bo novi župnik prisegel iz Veslava. Jaz, Klemen Svetel, od sprejemu župnika v Domžalah obljubljam, da bom vedno ohranjal občestvo s katoliško cerkvijo v besedah, ki jih bom govoril in svojim delovanjem. Zelo skrbno in zvesto bom izpolnjeval dolžnosti do cerkve, tako vesoljne, kakor delne, ki me je poklicala, da v njej po predpisih cerkvenega prava opravljam svojo službo. V izpolnjevanju naloge, ki mi je zaupana v imenu cerkve, bom ohranjal neodprtjem zaklad vere, ter ga zvesto podajal in razgledal. Izogibal se bom napačnih naukov. Držal se bom ureditve, ki je skupna celoti cerkve in jo pospoševal. Ravnal se bom po vseh cerkvenih zakonih, posebno tistih, ki so v zakoniku cerkvenega prava. S krščansko poboščino bom sprejemal, kar škofje izjavljajo, kot avtentični učitelji in razlagalci vere ali določeno kot voditelji cerkve. Zvesto bom pomagal krajevnim škofom, da bo apostolsko delo, ki ga je potrebno opravljati v imenu in po naročilu cerkve, potekalo v občestvu cerkve. Prisegam preživel Bogu, da bom v skladu z zakonikom cerkvenega prava po kanonu 1583 meni izročeno premoženje dobro in vestno upravljal. Tako mi Bog pomagaj in njegov sveti evangelij, na katerega podajam svojo roko. Domžalah, dne 4. avgusta 2013. Bratje in sestre, ko danes začenjam službo Gospodove priložene tukajšnje župnije, skupaj prosimo za obilje darov Svetega Duha, da bomo vsi mogli Gospodu služiti z veslom, edinosti in ljubezni. Zato se naj prosimo Jezusa, večnega in živega duhovnika, naj posluša in usliši naše prošnje. Gospod Jezus, blagoslavljaj delo Svetega Očeta, naših škofov in duhovnikov. Blagoslavljaj našega novega župnika in spremljaj njegovo delo z obilnimi milostmi. Daj, da bo naša župnija napredovala v veri in ljubezni. Varuj naše bolnike in ostarele, naše starše in otroke in podpiraj vse mlade, ki iščejo smisel življenja. Spomnim se vseh naših gajnih dušnih pastirjev in vseh gajnih vaganov in jim podeli večno plačilo. Nebeški Oče, tvoja so nebesa in tvoja je zemlja in nobena stvar se ne more upreti tvoji silni moči. Daj nam, da bomo vedno iskali le tisto, kar je tebi v čast, in bomo na zemlji gradili kraljestvo tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje